Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci v tokratni vroči temi. Poslanci so sprejeli novelo zakona o osnovni šoli. Za so glasovali v Svobodi, SD in Levici, proti pa so bili v opozicijskih SDS in NSI. Prenovljeni zakon o osnovni šoli prinaša obvezni tuj jezik za prvošolce in nacionalno preverjanje znanja za tretješolce. Določa tudi, da je uspeh na NPZ v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa. Lep pozdrav sedaj želimo v našem studiu predsednici Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, gospe Lari Romih. Povabili smo tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, a nam sogovornika niso mogli zagotoviti. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Mogoče najprej Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je prostovoljna, nepoklicna, nevladna, nestrankarska, svetonazorsko neopredeljena, neodvisna in tudi neprofitna organizacija svetov staršev, ste zapisali na vaši spletni strani. Zdi se mi, da naše gledalke in gledalci vašo organizacijo ne poznajo tako dobro, pa vas preden greva k noveli zakona, prosim za predstavitev aktiva. Torej, po zakonu je vsaka šola, vrtec bi mogel imeti svet staršev, potem te sveti staršev imajo nekega predsednika in nekaj teh predsednikov se lahko združi v aktiv. Se pravi, v Grosupeljski upravni enoti 5-6 predsednikov svetov staršev 5-6 osnovnih šol so združeni v aktiv. Takih aktivov po Sloveniji je 17. Te predsedniki vseh teh 17 aktivov so potem združeni v koordinacijo, ki je pa zveza. Se pravi, v tem smislu pokrivamo, recimo, da je polovica Slovenije organizirana tudi na ta način, da imajo aktive, kjer delujejo, je pa to ena taka hierarhija, ne? Torej, v zakonu, v ZOFI-ju je dovoljeno, da se aktivi združijo v zvezo, to je dejansko tudi počnemo, potem pa koliko so te aktivi aktivni, je pa odvisno od aktiva samega, torej ne rabijo oni posebej prašati zvezo, torej da rečem nas, ta headquarter, kaj naj oni počnejo, s čim naj se ukvarjajo in tako naprej. To je njihova, da rečem, svobodna odločitev, kaj bojo oni na svojem področju delovali. Pomembno je pa to, da se potem te predsedniki tu in tam sestanemo na teh koordinacijskih sestankih, izmenjamo mnenja, dobre prakse in potem predsednik predstavlja celo to organizacijo. Na katere zadeve pa sicer opozarjate? Največkrat ugotavljamo, da je sicer najboljše, če se širijo dobre prakse. Skratka, tisto, da ne poudarjamo skozi negativno, vzamemo tisto, kar je pozitivnega in skušamo to med šolami, med kraji sprovesti. To se nam nekako zdi najbolj uporabna stvar. Drugače pa absolutno zveza skozi sledi vsem zakonom, vsem spremembam in zaradi tega smo tudi glasni na vseh teh področjih tam, kjer vidimo, da imamo kaj povedati. Tudi v preteklosti ste bili glasni, gospa Romih, v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije. Opredelili ste se do novele zakona o osnovni šoli. Greva najprej po vrsti. Je bila res tako nujna? To zdaj strokovno ne morem reči, ne? Mi smo vendarle v tem smislu družbena iniciativa, tako da ne bom zdaj pametna okrog tega. Je pa enkrat, ko je začela stvar se vrteti, smo absolutno na polno zagrabili tudi sami, pregledali stvari in se vključili na polno. Tudi na ministrstvu smo bili sogovorniki, tako da ne morem reči, da smo bili preslišani, smo bili do neke mere vključeni, da smo lahko vsaj povedali, skušamo namreč biti ena povezovalna zveza med tem, kaj ministrstvo misli, kaj starši, pa da mi to včasih prevedemo, ker jezik ni čisto enostavno razumljiv, potem, ko ti to razložiš staršem, je tudi manj upora in tako naprej pri teh novitetah. Greva sedaj k tem novitetam. Prenovljeni zakon o osnovni šoli prinaša obvezni tuj jezik za prvošolce in nacionalno preverjanje znanja za tretješolce. Se s tem strinjate? Kaj to pomeni za otroke? Nekateri pravijo, da bodo otroci precej obremenjeni. Tako, ja. Te stvari so sicer zdaj zadaj že tekle, samo zakonsko niso bile urejene. To je prva stvar. Tako da ni to popolna novost, zadaj poteka. Recimo tuji jezik, 1. razred, 97% otrok v Sloveniji je že itak vključenih, torej zdaj so samo to zakonsko potrdili. Še tiste 3% bojo treba zdaj dati noter. S tem tujim jezikom nima v resnici noben starš težav, tudi po naši anketi sodeč so zadovoljni, ker angleščina je sestavni del življenja, praktično otroci se naučijo morda celo več še kje drugje, kot v šoli, tako da sigurno naj bo. 3. razred NPZ je bil tudi poskusno že uveden na par šolah in ker so rezultati bili dobri, se pravi šola, če je pametna, zna te rezultate dobro uporabiti, se je to izkazalo za dobro. Tako da, če to ne bo pritisk, češ neke male mature, pa za tako majhne otroke, to je treba zelo paziti, potem je to koristno, ker ti NPZ-ji so namenjeni temu, da šola naredi, za celo Slovenijo so torej enake izpitne pole,
In šola, ko dobi to nazaj, vidi, po celi Sloveniji se pa bi mogli učiti to pa to pa to. Mi smo tlele bili prešvoh, preveč poudarka tle, premalo tlele in si to vzame za dobro, naštudira, kako rešiti situacijo in si potem naslednje leto lahko pomaga. Poleg tega tudi prepozna, kateri otroci so resnično šibki in jim takoj pomaga že v 3. razredu, ne šele v 6. oziroma 9. Pa se ni bati, da bomo prišli sedaj do nekega tekmovanja oziroma do kampanjskega učenja na koncu 3. razreda? Ja, to je treba zelo paziti dejansko. Če bo pravilno razloženo učiteljem in staršem, da ni to pehanje za ocenami, moja šola je boljša kot tvoja, ampak da res vzame to kot interno evalvacijo, da vidijo, kaj so počeli, potem do tega ne bi smelo priti. In tukaj bo treba paziti in skozi opozarjati in biti res natančen, ker se nam lahko zgodi točno to in tega si seveda noben ne želi. Gotovo pa je pomislek pri tem tudi, kdo bo preverjal kakovost in na kakšen način. Ja, to pa je stvar verjetno Rica, kakor je že zdaj delal. Oni torej te stvari zapeljajo, imajo te delovne skupine, kjer naredijo sezname, kaj se bo izprašalo, na kakšne načine. Skratka, to je zdaj ena cela močna strokovna stvar, v katero se mi kot zveza ne moremo vpletati, definitivno. Vseeno pa se kot zveza aktivov svetov staršev lahko vključite tudi v debato, kako naj starši te nacionalno preverjene znanje otroko predstavijo, da to nekaj ni nekaj groznega, nekaj strašnega, da vseeno morajo tukaj starš, otrok, šola, učitelj delati z roko v roki. Tako, to je itak najlepše možno. Če imamo starše, ki sodelujejo s šolo in z otrokom na en normalen način, se pravi ne, da delajo z njim naloge vsak dan in tako naprej, potem je ta trojček najboljša stvar, kar se ti lahko zgodi. Vsi pridobijo, ne? Tako da tle bomo tudi mi kot zveza naprej na svoje aktive in aktivi naprej na svetu staršev poudarjali, da to ni tekma, to ni točka, to je tako res, kot da snameš človeka sred ulice, ga posediš za mizo in preveriš, kje on je. In super, da se pokaže, kje on ni dober. Jaz bi bila vesela, da rečem, tle pa moj res, ne, ta poštevanka, ne, 7, 8, 9, to mu pa res ne gre, ne. Rada bi vedela, kje mu ne gre, če si želiš to popraviti, ne, tle se mi zdi dobro. Če imaš idejo in željo, bi nekaj popravil, dej preverimo to, kako smo mi na splošno po Sloveniji. Ni nobene drame in tudi, če bojo rekli, to ni nobena psihološka stvar. Kdor ne zmore, nič se ne zgodi, ne vpliva na oceno, skratka, ni stvar tega, sploh za te majhne otroke, ampak je stvar tega, da vidimo, kje bi se dalo kaj popraviti, kar je pa itak v resnici neke vrste nadzor kakovosti, ki si ga pa kot zveza strašno želimo, je tudi v naših 7 točkah. Namreč mi nimamo te zanke povratne, ne? Kaj se zdaj tam zgodi, a je to zdaj bilo v redu. Tudi 9-letka ni bila ocenjena, še danes ne vem, a so naredili dobro ali niso. Ne? Tako da mi v tem smislu smo zadovoljni, da bo, če bo to teklo v pravo smer, da bomo imeli neko sorto kakovost, pregled, kaj se dogaja. Gospa Romih, poslanci so imeli na mizi tudi predlog opozicijske stranke, kjer so predlagali, da je za učence zasebnih osnovnih šol in osnovnih šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, 3. predmet pri NPZ v 9. razredu prvi tuj jezik. Predlagali so še, da za omenjena osnovne šole NPZ v 3. in 6. razredu ne bi bil obvezen, saj bi bistveno preseglo v način dela oziroma poseglo v način dela v osnovnih šolah. Pravo razmišljanje ali ne, ali so morebiti v tem primeru nekoliko hiteli. Vemo, da imamo zelo malo zasebnih šol, ki imajo tudi drugačne programe. Ja, to so naredili, vse je logično, zato ker zakonsko to ne gre skozi. Ne? Njihov strah je, da če bo ministrstvo zbralo predmet, ki ga oni nimajo, ali predmet, ki ga imajo, ampak ima bistveno manj število ur, da ne bojo te stvari enakovredne. Tako da v tem smislu je pomislek bil opravičen z našega vidika. Računamo, da se bo to rešilo z naslednjimi akti, ker zdaj zakon je že sprejet in tam potem mora biti to zapisano, da se seveda kot 3. predmet, čeprav ne bo štel za vpis, vendarle zberejo stvari, ki jih imajo tudi teh 6 zasebnih šol ali pa ga jih imajo v normalnih urah, kot jih imajo v drugih šolah, da to malo pogledajo, kaj se dogaja. Ni to veliko število otrok, ampak vseeno, če lahko naredimo pravično, dajmo res za vse narediti pravično. Računamo, da bojo to rešili s temi podzakonskimi akti, da se ne bo dogajalo do nekih anomalij. Omenili ste vpis naprej v srednje šole, ponekod bodo točke iz NPZ-ja vplivale na to, ali boš sprejet na določeno srednjo šolo ali ne. Je to dobro ali ne? Številne polemike so glede tega. Ja, torej NPZ je že zdaj vplival za tiste, ki so bili na tako imenovanem repu. Torej, če sta se 2 znašla kandidata z istim številom točk, čist
na koncu in so oni rekli, ok, ne moramo vzeti 2, ker imamo samo eno mesto, je tisti z višjim številom NPZ-ja prišel naprej. Zdaj se bo to zgodilo širše po Sloveniji, ne vejo še v kakšnem procentu, torej za vse šole, ki imajo omejitev, bo veljalo, da lahko upoštevajo določen procent NPZ-ja. A bo to 50%, 25%, ne vemo, to je spet stvar, kar se bojo potem dogovorili. Tako da v tem smislu mi menimo, da je mal bolj pravično, sigurno bolj, kot je bilo do zdaj, kajti danes petka v eni šoli in petka v drugi šoli nista enaki. In če to je edini kriterij, ni fair. Dobesedno tako, ene šole imajo za petico 92%, ene imajo 90% in se to potem seveda takoj dela razlika, razen tega, da vemo, da že v eni šoli z enim učiteljem v A razredu, pa drugi učitelj v B razredu, nimate enakega načina poučevanja in testov in morda njune številke niso čisto enake. Pa še RIC je ugotovil že čas nazaj, da kadar oni so naredili pregledali rezultate, torej učni uspeh v osnovni šoli, pa potem, kaj se je s temi otroci zgodilo na maturi in hkrati v 9. razredu, kaj so bili rezultati NPZ-ja. In ko so to pogledali, so ugotovili, da NPZ je dal boljšo predikcijo tega, kako bojo končali maturo, kakor številke uspeh z številčno oceno iz šole. Tako da ni neumno, zagotovo je boljše, kakor zdaj, ni pa še idealno. Vseeno pa gre za nek pritisk, ki ga tukaj šole vršijo na učence, tudi pri NPZ-jih. Dejstvo je, da šole tekmujejo med seboj, katera bo boljša, kako odpraviti to tekmovalnost in vseeno prejiti na neko kakovost izvedbe tega preverjanja. Ja, če bi imeli ta odgovor, potem bi bilo vse rešeno. Kar lahko naredimo, je sigurno to, da poudarjamo in učimo mi sebe, lastne starše in učitelje, da do tega se res načeloma ne pripravlja. Poznamo šole, ki se pripravljajo na NPZ, ampak to se nam ne zdi smiselno. Smiselno je res, da na NPZ se ne pripravljaš, delaš svojo učno snov, potem je pa to en presek. Zdaj, ko bo to štelo za oceno, se bojim, da bo še malo hujše, da bojo rekli, ne, čakaj, zdaj pa tle ni več hec. Tako da to bo treba, da se rečem, nadzirati. Videti, če se to kaj se dogaja, tudi starši, vsi smo vpleteni, torej to v šoli, kar se ne zgodi za 4 stenami nobene ve nič. Vsi vejo vse, se pravi, bomo vedeli, kaj otroci počnejo, a jih pripravljajo na NPZ-je, a jih ne pripravljajo, skratka, bomo lahko dobili povratno informacijo in potem ocenili, če gre to preveč v neko čudno smer, da se to malo zajezi in spet obnova tega, čemu je namenjen res NPZ. Gospa Romih, še ena kategorija učencev bi se dotaknila, to so tisti učenci, ki se šolajo od doma. Starši so že kritični glede tega zakona, ki je bil sprejet, češ napovedujejo celo po nekaterih informacijah ustavno presojo zakona, predvsem v členih, ki se nanaša na šolanje od doma. Vaš pogled na šolanje, gotovo je to ena možnost, ki je dana, prav je, da je izkoriščena, vseeno pa slišimo sedaj, zakon prinaša, da bodo morali starši, na koncu leta bodo morali otroci vseeno opravljati neki izpit, sedaj to ni bilo potrebno. Ja, torej gre za spremembo v številu upravljenih izpitov. Prej je bilo to res malo, za prvo 3 letje 2-3 predmeta in potem 4-5 in potem na koncu 6-7-8. Tako da napram šoli običajni ni to absolutno izenačeno. V tem smislu se nam seveda zdi prav, ker do zdaj to ni bilo izenačeno, da se nekaj naredi, da je to malo bolj izenačeno. Dogajalo se je, da je prišel otrok v srednjo šolo brez 1 ure biologije in je potem seveda pri biologiji pisano gledal in je imel nekolične tudi težave. Govorimo o majhni primeri in tako naprej, ampak če skušamo narediti najbolj pošteno možno, bo treba tudi tlele nekaj narediti. Zdaj zveza tudi strokovno ne more reči, da to so res vsi predmeti, da naj jih počnejo, to, kar je zdaj z zakonom zagotovljeno, torej vse predmete bojo mogli delati, podaljšati jim bo treba čas, ker seveda ne moreš 14 predmetov narediti v 3 tednih, 4-5, mislim, da je bilo 6 tednov na razpolago. Tako da mal je to še tako, v zraku, tudi to, da se oni sklicujejo na svobodo, ki je v ustavi napisana, torej svobodo o učenju, absolutno razumemo tudi to, ne moramo reči, da ne. Je pa res, da nekaj treba narediti na področju tega, da so tudi te učenci, ki se šolajo doma, bolj enakopravni. Včasih se je govorilo, da je šola na domu mišljena za tiste učence, ki so veliko odsotni, so v tujini, so športniki, niso dovolj prisotni in zaradi tega kakšen odpustek takim otrokom seveda gre.
Zdaj pa ta številka narasla v času COVID-a na 1600, zdaj smo spet prišli na nekih normalnih, 800 ali 900, ampak še vedno pa je pa tudi več teh otrok, staršev, ki si želijo delati drugačno šolo. In oni imajo tudi ene dobre ideje, kako se da otroka naučiti, takrat, ko je njega zanima neka tematika, ne takrat, kadar mora po učenem načrtu. Tako da je dobro, da imamo to paleto, kaj vse je možno, na katere različne načine se da dela z otroci in mi jemljemo iz njihove strani nekaj, ne? In bi bilo fajn seveda, da tudi do neke mere javno šolstvo vstopa tudi na tisto stran, da je nekaj več predmetov, nekaj več preverjena, kakorkoli že. Tako da ni enoznačnega odgovora, da rečem, da je sigurno najboljše, da imajo vse predmete pika konec. Gospa Romih, ne morem pa mimo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje od leta 2023 do leta 2033. Kot so zapisali na ministrstvu, se prenova sistema vzgoje in izobraževanja odvija v smeri prenove z modernizacijo poklicnega in strokovnega izobraževanja. Koliko ste s predlogom seznanjeni? Mislim, da ta predlog ne bo šel tako mirno mimo, kot je šel zakon o osnovni šoli. Ne bo, pa tudi je, hvala Bogu, odprt, v smislu odprt za debato, tako da računamo, da bomo lahko podajali vsa mnenja. Je kar obsežen, 10 strani smo malo bolj natančno pogledali, generalno sicer vemo, zakaj gre, zato ker je tudi seveda veliko poročil v medijih, ampak radi preberemo stvari čisto sami zares. Včasih se zgodi kakšna banalnost na kakšnem mediju, da je potem informacija napačno naprej in tega si seveda kot zveza ne moramo privoščiti. Tako da bomo to zagotovo natančno naštudirali. Najbolj nekako je trenutno padlo ven ta drugi tuji jezik, ki je zaenkrat bil izvzet iz novele zakona, tle noter pa ostaja. Zveza je do drugega tujega jezika sicer, bom rekla tako, kot obveznega, kot je bil mišljen po zakonu za zadnjo triado, nismo naklonjeni, tudi večina staršev, 75% po anketi sodeč, ni naklonjena temu, ker je to obvezno. In ker to pomeni dodaten predmet. Ta steklenica je polna, liter glede liter in tlačimo noter več. Bo treba najprej kaj odvzeti, pa ščistiti ta program, da bi lahko ta drugi jezik teoretično prišel noter. Pa si želimo kvečemo kot prostovoljen, oziroma si želimo nasploh, šolo se vidimo tudi malo, kako svet funkcionira, več teh programov, ki jih otrok izbere, ne tisto, kar je obvezno. Tisti, ki seveda mu leži jezik, za njega je čudovito, da ima čim več jezikov. Tisti, ki mu leži telovadba pa likovna, bi pa raje imel tam več. Tako da bolj smo naklonjeni temu, da je to bolj prirejeno otroku in da on razvije res močno potenciale, ki jih ima, kakor da ga silimo v nek obvezen drugi tuji jezik. Sploh pa imamo tujce, ki prihajajo v Slovenijo, tega je veliko, imamo otroke s posebnimi potrebami, skratka, tle je ena cela stvar, imamo manjšine, ni tako enostavno to samo vključiti. Tle bomo zelo težili, da bo stvar res dobro zastavljena, da ne bojo otroci dodatno po nepotrebno obremenjeni, ker so itak že zdaj ne treba preko vse ostalo globalno razmisliti so stvar, pa rešiti. Omenili ste obremenjenost otrok, o tej govorimo, se mi zdi, da iz leta v leto. Otroci so nenehno preveč obremenjeni, že v prvem razredu imajo torbe tako težke, da jih domov skoraj ne morejo nositi in podobno, in potem se to zgolj in samo še stopnjuje. Vidimo, kako so otroci res obremenjeni v šoli, potem pa so tukaj še stvari, ki jih počenjajo obšolske zadeve. Kako razbremeniti učenca? Zdi se, da ni način, da se samo nalaga brez kakšne, kot sva že v začetku govorila, neke trdne ali pa primerne evalvacije celotnega programa oziroma preverbe, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj je prav in kaj ni prav. Ja, točno to, kar ste povedali. Tlele računamo, ker se en kup stvari dogaja, da bojo te delovne skupine, ki zdaj laufajo, tudi sprovedle kako tako stvar, da mi pridemo končno do kakšnega rezultata. Zavod za šolstvo definitivno ima neke podatke okrog tega in tam bi veljalo dobro pogledati. Dokler nimamo evalvacije, ne moremo kar vršiti ven nekaj, kar se meni zdi. Včasih rečem malo za hec, dajmo naj biologi pregledajo likovne načrte, pa naj matematiki pregledajo slovenščino, pa slovenisti bojo pa ne vem, da se malo navzkriž preverijo, da vidimo, kaj v resnici je preveč, kje je balast in tako naprej. Tako da občutek strani staršev je absolutno ful balasta, sami ne znamo rešiti, kemije v 9. razredu. A je to res osnovnošolsko znanje? A ne bi bilo boljše, da res znamo 100 stvari pa odlično, kakor 10 000 pa samo vemo, da obstaja. Oziroma nekaj sigurno, zaradi razvoja možganov, ti moraš imeti ogromno neke interakcije, povezave, ampak a res znamo vsi poštevanko dobro, a res znamo vejice postavljati?
nismo čisto ziher, oziroma vidimo pri lastnih otrocih, da ne. Poleg tega je tempo drugačen, družba drugačna. Oni pišejo vsako besedo, letijo ven samoglasniki, kot za šalo, ne? Samo še vse je kratko, skratka, čisto drug sistem in tlele se treba dobro vprašati, kaj hočemo imeti za dober temelj, kakšne otroke želimo poslati v svet, da bo res dobro. In absolutno razbremeniti, ker danes je podatek na dosegu telefona, to je brez veze. Oni se nam smejijo, ne? Kaj se bom jaz to učil, ne razumem, tam je to, ne razumem, zakaj bi to rabil v glavi. Ne? Ali je tehnika prehitela osnovnošolsko izobraževanje? Ja. Tudi nas starše, se vidite sami, kako je, ne, ta malo ve, kako se to naredi, ne. Tudi ta mali so nas prehiteli, dokler mi starši capljamo za njimi in bojo oni pred nami. Super, da vsaj nekdo je, ne, pa da nam povejo, ampak ja, tehnika je prehitela. Tudi zdaj se mi zdi, da se to, kar se trenutno vrti, se bojim, da ne delamo šolo za leto 2030-40, ne, da je bomo komaj kaj rešili za nazaj, in da smo premalo naprej, da bo treba to fejst dobro domisliti. Na kakšen način, kje vidite še možnosti za izboljšave in kje po vaše bi moralo priti do izboljšav čim prej? Zagotovo v komplet predmetniku, no, tlele je in ta kakovost, ne, dokler mi lahko delamo izboljšave, če ne vemo, kaj smo naredili prej in kaj je slabega, potem tudi te izboljšave, ki jih delamo v predmetniku, ne bojo dosegle namena. Se pravi, dokler mi ne zavrtimo kakovost, kot temu rečemo, preverjanje, kaj je do zdaj bilo narejeno, kaj je v redu, da vemo, kaj bi naprej počeli. To je sigurno glavno. Pa narediti šolo, ki bo otroku dobro dela. No. To so malo drugačne šole, kot tiste pri nas. Ne. Še dan danes sedimo, konec koncev, in dvigujejo roke, kot 100 let nazaj. Ne. Smo ziher, da ne bi bilo dobro imeti malo različnega sedenja, vsakih 5 minut nekaj drugega, povezovanja. Eni učitelji to znajo, počnejo, ne, naredijo sami, spremenijo učilnico, vidimo, kaj se v medijih poroča. Tako da ja, dajmo naprej, ne moramo stati 100 let nazaj. In gotovo je Zveza aktivov svetov staršev Slovenije ena od tistih, ki to vrstne prakse nekoliko drugačne spodbuja. Tako je. In tudi zdaj si želimo, da bi v smislu, kaj bi lahko vsi pripomogli kot družbi, da se te stvari vrtijo, da vemo, kaj se tam dogaja, kaj se tle, kaj je dobro, kako to prevesti naprej, da pride do ministrstva, ker ni tako enostavno. Ne. Pa predvsem ministrstvo, to je kot en tanker, ki pripluje v Koper, zdaj ga pa ti obrni. Ne moreš. Ne. In tudi spremembe treba delati počasi, previdno, ne revolucionarno, ampak, kot pravimo, razvojno, to je pomembno. No. In gotovo boste te spremembe spremljali. Absolutno, mi se ne damo, delamo, trije smo taki, da rečem, da res držimo skozi stvari, ob 10, 11 zvečer, 12 si pišemo v našo skupino, da skozi debatiramo, vrtimo, mi se ne damo. Ker gre za dobro naših otrok. Tako, in kaj imamo drugega, kot na tem svetu njih? Ne vem, mi smo zdaj že naredili svoje, mi lahko sam še za njih kaj naredimo. Gospa Lara Robih, iskrena hvala za obisk v našem studiu in pogovor. Hvala enako tudi vam. To je bilo vse v tokratni vroči temi, spoštovane gledalke in gledalci portala domovina.je. Če ste oddajo zamudili, le odtipkajte našo spletno stran ali pa se naročite na našo tiskano izdajo tednika Domovina in tako podprite neodvisno novinarstvo. Vse dobro.